se trisejo gore, Gospod trdnjava je za me. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Če v srcu ni vihar besni, stojim na skali milosti. Naj se valovi dvigajo, te skale nikdar ne podro. Te skale nikdar ne podro. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Bog vsega. Bog vsega. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Ko spet prišel v slavi bo, ovenčan bom s pravičnostjo. Pravičnost, ki je iz Boga, poveril njega v Kristusa. V prejšnji pridigi o Gideonu smo videli, kako je Bog poklical Gideona za boj. Čeprav je bil Gideon strahopetec in ni verjel vase, je Bog imel za njega pripravljeno drugačno pot. Kljub temu, da Gideon tega sam še ni videl, je bil v Božjih očeh hrabri junak, kajti z Bogom lahko zmagujemo vsako bitko. Tako je Gideon na koncu vseeno sprejel Božji poziv za bojevanje. Kaj sledi v tej zgodbi, je bila velika lekcija za Gideona in je še kako pomembno za vse nas danes. Spomnimo se, da so Izraelci bili neposlušni Bogu in začeli častiti različne malike poganskih ljudstev okrog njih. Izraelci so se spraševali, kje je Bog in zakaj jim ne pomaga v tem boju z Midjanci. Bog pa jim je tedaj preko svojega preroka povedal, da so v tej stiski zaradi njihove neposlušnosti in nezvestobe do njega. Zaradi tega je Bog dopustil, da so jih zavzeli Midjanci in več ni ščitil Izraela pred sovražniki. Maliki in idoli so bili kipi ali podobe poganskih bogov. Zgodovina nam pravi, da je v tistem času bilo ogromno poganskih ljudstev, ki so častili več bogov. To so bili politeistična ljudstva, ki niso imela samo enega Boga, ampak več različnih bogov. Toda Bog
je ljudstvo Izrael poklical, naj časti le njega, ki je edini in živi resnični Bog. Največji problem v Gideonovem času ni bila okupacija Midjancev in služenje v suženjstvu. Največji problem ni bila sovražnikova vojska. Največji problem je bila zvezanost dežele in ljudstva z duhovnimi silami teme v obliki malikovanja. Kolikokrat pa se mi osredotočamo na nekaj, kar sploh ni pravi problem, ko se v ozadju skriva veliko večji problem. Kolikokrat iščemo napake pri ljudeh ali v cerkvi, ko sami nismo opravili s svojimi napakami. Kolikokrat se izgovarjamo, da je on kriv, mi pa nočemo priznati lastnih krivic. Vidimo lahko le napake in pomanjkljivosti drugih, svojih napak pa nočemo priznati. Kako so ti maliki vplivali na duhovno stanje v Izraelu? Ti maliki so usmerjali pozornost ljudstva vstran od Boga na druge zemeljske stvari. Maliki so uničevali Izraelovo zaupanje v Boga in njihovo zanašanje na njega. Dobesedno so prišli v odnos med ljudstvo in Boga. Ko je Bog poklical Gideona v boj proti Midjancem, po tistem, ko mu je povedal, da ima načrt za njegovo življenje, je Bog takoj naslovil ta problem v Izraelu. Še v isti noči je Bog Gideonu dal točna navodila, kaj naj stori s temi maliki poganskih bogov, ki so bili po Izraelu. V Sodniki 6, 25 do 26 beremo. Še tisto noč mu je Gospod rekel, vzemi mladega junca od svojega očeta in drugega 7-letnega junca ter podri Balov oltar, last tvojega očeta. Posekaj tudi Ašero, ki je ob njem. Na vrhu te utrdbe zgradi po vzoru oltar Gospodu, svojemu Bogu. Nato vzemi drugega junca in ga daruj kot žgalno daritev z lesom Ašere, ki jo boš posekal. Iz tega odlomka izvemo, da je vas, v kateri je Gideon živel, bila poganska in je tudi ta vas malikovala. Ne samo to, še nekaj hujšega izvemo. Gideonova cela družina je na veliko malikovala in častila Bala ter Ašero. V Gideonovem domu je bil Balov oltar, ki je bil last njegovega očeta. Njegov oče in njegova družina je celo temu poganskemu bogu Balu dala narediti oltar, na katerem so prinašali daritve. Najverjetneje je tudi Gideon sam častil te bogove, preden se je srečal z živim Bogom, ki mu je razodel načrt za njegovo življenje. Kako grozno! Gideon je živel brezbožno življenje in malikoval skupaj s svojim očetom. Molil je druge mrtve bogove, namesto da bi častil edinega resničnega Boga. Mogoče se prej sploh ni zavedal, kako narobe je bilo njegovo početje. Včasih se mi niti ne zavemo, da je v našem življenju skrit greh, dokler se ne srečamo z Gospodom in nam on razodene, na kaj moramo biti pozorni. Preden je Gideon lahko šel v boj proti Midjancem in preden je lahko računal na Božjo pomoč, je moral opraviti z grehom v njegovi hiši in v njegovem lastnem življenju. Bog je zato naročil Gideonu naj podre oltar Balu in te kipe Ašere, katere so častili v njegovi družini. Bog je zahteval od Gideona, da izključno časti njega in nič drugega zraven. To dejanje ni bilo tako enostavno, kot se zdi.
Predstavljajte si, kaj bi vi v taki situaciji storili. To je bilo nekaj, kar je Gideon moral storiti proti volji celotne družine. Dobesedno se je moral postaviti proti svoji družini. Tedaj se je moral odločiti, ali bo služil Gospodu in mu bo vsem poslušen, ali pa vseeno raje ne bo užalil svoje družine in bo naredil kompromis, da je pustil ta oltar in malik pri miru. V našem življenju pride trenutek, ko se moramo odpovedati vsemu in postaviti Boga na prvo mesto, da bi nas lahko uporabil. Prav to je Bog tu zahteval od Gideona. Bog je moral biti na prvem mestu v Gideonovem življenju, še pred njegovo družino. Če bi Gideon izbral svojo družino in ne Boga, ga Bog ne bi mogel uporabiti. Jezus v evangelijih pravi, da ne moremo ljubiti svojih staršev in svoje družine ali celo svojih otrok bolj od Gospoda. On mora in želi biti na prvem mestu. Bog želi, da tudi mi v našem življenju odpravimo greh. Tudi če nas bo to nekaj stalo, želi, da smo mu poslušni in se držimo besede Svetega pisma. Tudi če bomo mi mogli izbrati Boga pred našo družino, se splača biti Bogu poslušen. Sodniki 6:27 beremo naprej. Gideon je vzel 10 mož izmed svojih hlapcev in storil, kakor mu je Gospod govoril. Ker pa se je bal hiše svojega očeta in mož v mestu, tega ni storil podnevi, ampak po noči. Gideon je še vedno bil zaznamovan od strahu. Strah ga je bilo storiti podnevi, ko bi lahko celo mesto videlo. Poganske oltarje in kipe je zato porušil po noči, ko ga ne bi nihče videl. Toda vseeno je bil poslušen Bogu, čeprav ga je bilo strah, kaj se bo z njim zgodilo. Bil je poslušen Bogu, čeprav je to bojazljivo storil po noči. Zato prvo dejanje poslušnosti Bogu je bilo vseeno potrebno veliko poguma. Podobno doživljamo tudi mi v krščanskem življenju. Velika dejanja poslušnosti pridejo takrat, ko smo že bili Bogu poslušni in zvesti v majhnih stvareh. Zato ostani Bogu zvest v majhnih stvareh, da boš lahko zvest tudi v večjih. Kako bi Gideon lahko šel v boj proti mogočni vojski Midjancev, če pa niti tega ne bi mogel storiti prej? V Sodnikih 6:28-30 beremo naprej. Ko so možje mesta zjutraj vstali, glej, je bil Balov oltar podrt in Ašera ob njen posekana, drugi junec pa darovan na postavljenem oltarju. Tedaj so rekli možje drug drugemu, kdo je to storil? Po preiskovanju in po izvedovanju so rekli, Joašev sin Gideon je to storil. Nato so možje mesta rekli Joašu, privedi ven svojega sina, umreti mora, ker je podrl Balov oltar in ker je posekal Ašero ob njem. Gideonovo dejanje poslušnosti Bogu je prineslo nasprotovanje ljudstva. Veste, naša poslušnost Bogu bo tudi nam včasih prinesla nasprotovanje ljudi okrog nas. Zadnjič smo govorili o tem duhovnem boju, v katerem se vsi znajdemo. Del tega duhovnega boja je tudi nasprotovanje ljudi, ki ne pripadajo Gospodu. Veste, hudiču ni vseeno, ko mi postanemo poslušni Bogu. Takrat nas še bolj želi odvrniti od tega, da bi sledili Jezusa, in zato hujska ljudi še bolj proti nam. Toda komu bomo bolj poslušni? Bogu ali človeku? Koga pravi Sveto pismo, naj se bolj bojimo?
Boga ali človeka. Seveda je veliko bolj pomembno biti poslušen Bogu, kot pa človeku. Prej smo prebrali, da je ta oltar in malik Ašere bil last Gideonovega očeta. Njegov oče je bil v bistvu krivec za to, da je celotno mesto častilo mrtve bogove. Kaj se je zgodilo zatem, pa mene osebno zelo nagovarja. Gideon je na prvi pogled v velikih škripcih. Ljudstvo ga želi ubiti, ker je uničil njihov oltar in malik. Potem pa se oglasi Gideonov oče in začne Gideona braniti pred celim ljudstvom. Tu je zelo presenetljivo, da je prav njegov oče, ki je bil prej glavni razlog in podpornik za malikovanje v tej vasi, zdaj spremenil svoj pogled in branil sina, ki je bil poslušen Gospodu. Gideonovo pogumno dejanje je pripeljalo očeta Joaša do tega, da je spoznal, kako nič vreden je ta mrtvi Bog, ki so ga častili do sedaj. Zato je izjavil naslednje, v 31. vrsti beremo. Joaš pa je rekel vsem, ki so se ustavili pri njem, mar hočete braniti Bala, ali ga hočete vi rešiti? Kdor se bo bojeval zanj, bo do jutra mrtev. Če je Bog, naj se bojuje sam zase, ker je podrt njegov oltar. Oče je sprevidel, da je njihov poganski Bog mrtev in ne more storiti ničesar. Zato je dejal, naj se Bal sam brani, če se lahko. Kakšen čudovit preobrat v družini Gideona. Gideonova vera in poslušnost Bogu je vplivala na očeta, da je spoznal resnico. Oče je spoznal, da je Bal mrtev Bog, ki se ne more braniti. Izraelov Bog pa je vsemogočni in živi Bog, stvarnik zemlje. Verjamem, da ima naša vera vpliv na celo družino in na ljudi okrog nas. Ko ljudje enkrat vidijo, da mi odstranimo malike iz našega življenja in živimo v celoti Bogu predano življenje, se prepričajo, da je naša vera iskrena in resnična. Taka vera vpliva na ljudi. Današnje malikovanje je lahko na prvi pogled zelo drugačno od takratnega. Seveda, danes večina ljudi ne moli k poganskim bogovom, kot so to počeli takrat. Pa vendar je lahko naše malikovanje še kako podobno Izraelovem malikovanju. Danes se malikovanje praktično kaže v horoskopih, v deževanju, iskanju rešitev v okultizmu. Te stvari nimajo Božjega izvora in temeljijo na hudičevih zvijačah. Bolj pogosto pa se malikovanje danes kaže na naslednji način. Stvari, ki so nam bolj pomembne od Boga, vse, kar mi bolj ljubimo kot Boga, je malikovanje. Našo službo, naš avto, našo hišo, našo ženo ali moža, naše otroke, sprejetje družbe ali prijateljev in tako naprej. Vse, kar mi bolj ljubimo, je lahko naš idol. Tudi naše hišne ljubljenčke ali domače živali, če nas omejujejo, da zaradi njih ne moremo v cerkev in ne moremo služiti Bogu, postanejo malik v našem življenju. Vse, kar pride med nas in Boga, je lahko malik v našem življenju. Na drugi strani tudi vse, čemu mi posvečamo več pozornosti in časa. Seveda moramo 8 ur ali več v službo ali v šolo. Toda kaj počnemo takrat, ko imamo prosti čas? Ali samo nekaj gledamo na internetu, televiziji, ali posvečamo več pozornosti našim hobijem? Koliko časa pa namenimo Bogu v našem dnevu ali tednu? Nekaj minut na dan
ali pa mogoče dobro uro na teden. To žal ni dovolj. Človek ne more biti prezaposlen za Boga, ki ga je odkupil in odrešil za visoko ceno. Bog si zasluži biti na prvem mestu v našem življenju. To je zahteval od Gideona in od izraelskega ljudstva in to zahteva še danes od nas. Zanimivo, da po toliko tisoč letih se še ljudje vedno v bistvu ukvarjamo z enakimi problemi v odnosu z Bogom. Mogoče v drugi obliki, toda bistvo je enako. Ko je Bog naročil Gideonu, naj odpravi te malike v družini, ga je s tem vprašal, komu boš resnično služil, meni ali svoji družini. Danes se tudi nam postavlja enako vprašanje. Komu bom služil? Bogu ali pa drugi stvari, ki ocenim bolj od Boga? Gideon se je pravilno odločil, izbral je Boga. Naj nam Gospod pomaga, da bi ga tudi mi postavili na prvo mesto in mu bili povsem poslušni. Držimo se Božje besede, ki nam kaže najboljši namen za naše življenje. Ne odstopajmo od nje ne na levo, ne na desno, kajti nagrada je zares velika, če bomo ostali zvesti Gospodu do konca. Naša vera bo tako lahko vplivala tudi na druge ljudi okrog nas. Ko bomo mi v vsem poslušni Gospodu in javno živeli svojo vero, bo ta spreminjala naše okolje, kot je spremenila Gideonovega očeta. Ko bo Jezusova luč svetila skozi nas, bo tema zbežala in nebeško kraljestvo se bo še bolj širilo. Gospod nas še danes želi uporabiti in nas pošilja v ta duhovni boj, da širimo njegovo kraljestvo. To pa lahko storimo le v popolni poslušnosti Božjej besedi, ko smo videli danes v življenju Gideona. Amen. Združimo se v molitvi. Nebeški Oče, hvala ti za to čudovito zgodbo in to veliko lekcijo iz življenja Gideona. Hvala ti, Gospod, da nam s tem kažeš, kako pomembno je tebi, da izključno živimo zate, da ti služimo, da te častimo, da si nam ti na prvem mestu v življenju. Gospod, pomagaj nam, da bi tudi mi, kot je moral to storiti Gideon, se odločili zate, popolnoma vse predali tebi, se odrekli stvarem, ki so nam mogoče trenutno več vredne ali nas ovirajo v tej hoji za Jezusom. Gospod, pomagaj nam, da bi živeli to vero tudi v praksi, da bi resnično navzven kazali svojo vero in da bi ljudje okrog nas spoznali, kdo si ti v nas. Kako si spremenil življenje Gideonega očeta. Gospod, spreminjaj še življenja ljudi okrog nas in nas uporabljaj, da bi tvoja luč, Jezus, še bolj svetila skozi nas. To te prosimo v imenu Jezus. Amen.